Dober dan vsem skupaj. Hvala, da ste prišli na tole našo Zoom kavico, vsakotedensko, tako že neobičaj je, ne, in ta današnja je pa nekaj posebnega. Moram priznati, da imam kar malo treme, glede na to, da no, da je rekord na tisti kompjuter, da se lotevam nekaj, česar se še nikoli nisem. To je, da nekako poskušamo narediti en knjižni ali pa en bralni klub, ne. Da bo zadrega še toliko hujša, imam tamle nasproti Mojco Logarjevo, ki ima dolgoletne izkušnje z temi zadevami. In upam, da ne bo kritična, pa da mi bo dala kakšen nasvet, ne, saj kot mati in kot pedagoginja pravzaprav mislim, da to ne bo problema, ne, Mojca? Ja, seveda, sploh ne. To je čisto običajen človek, ne, samo da se lahko se pogovarjaš še od knjige, ne. No. Je pa tako, ne, ta knjiga, o kateri se bomo danes pogovarjali, je pač nekaj posebnega, ne, ker pač ni knjiga, ni roman, ampak so v bistvu kolumni, ki jih pišeta zakonca, ne, Mojca in Janez, in so v bistvu pač na različne teme, a ne. Zdaj, Mojca pač piše kot mati, kot športnica, kot učiteljica, Janez piše pa kot terapevt, ne, ker je zakonski terapevt, tako da so to dve različni temi, a ne. Na eni bomo rekli poljubna stvar, na drugi strani je pa bolj strokovna, a ne. Zdaj mene zanima ena zadeva, ne. Jaz upam, da ste prebrali knjigo, a ne. Saj ni treba zdaj vklapljati se, prosim, da celo izklopite mikrofone. Upam, da ste prebrali. Zdaj, Mojca, kaj ćemo narediti z unim, ko niso prebrali? Kaj ti narediš v razredu, če nekdo ne naredi domačo nalogo? Ja, nič problema, a ne, poslušaj, ali pa tudi na krožku, tako jih vedno povabimo. Ni nujno, da ljudje preberejo ali pa reče, nisem imel časa, bom prišel samo na druženje, pa bom zdaj poslušal, kaj se pogovarjate, pa bom kasneje prebral knjigo. Druga stvar je pa, da rečejo, zdaj, ko sem slišal vaše komentarje, zdaj bom pa še enkrat prebral knjigo, ker zdaj jo dojemam drugače. Ker dobro, zdaj tole, najne so take, da no, tudi lahko vsako stvar lahko človek drugače tudi dojema. Eno knjigo, kakršnokoli, je pa tako, da jo ne moreš verjeti, res skoraj vsak vidi s svojimi očmi, ker smo vsak trenutek v drugi življenjski situaciji, gledamo na eno isto stvar popolnoma drugače in človek res ne more verjeti, koliko je to različnih pogledov, to je pa pravzaprav najlepše, če se lahko različni pogledi skupaj staknejo, ne. Janez, potem malo to podebatiramo, a ne. Janez, kaj pa ti narediš, če tvoj pacient ne naredi naloge? Saj ti jim tudi nalogo devaš, a ne? Jaz jim dajem malokrat nalogo, včasih jim pa res dam nalogo, ampak to vedno izključno poudarjam, to je zdaj vaša priložnost, vaša odgovornost, če hočete sami sebi dobro nadaljevati ali terapijo, ali knjigo, ali karkoli se odločimo. Predvsem je to vaša odgovornost. Želite sebi dobro, to lahko naredite sebi v prid. Jaz več ne moram narediti, kot lahko nekaj razložim, napišem, pomagam človeku. Na koncu je pa odgovornost vsakega posameznika, kaj bo potem naredil z neko informacijo ali prošnjo ali možnostjo, ki mu je dana. No, preden nadaljujemo, jaz imam tukaj eno dodatno gostjo, to je za vaju eno presenečenje. Namreč vidva sta začela to pisati, tele kolumne v Gorenjskem glasu. No, in jaz imam tukaj Danico Žlebir, ki sem jo prosil, da pride, da malo pove malo o Gorenjskem glasu. No, to pa je presenečenje, ja. To je pa presenečenje. Takole, a ne? No, a se kaj slišimo? Vse slišimo. Okej. No, pozdravljeni, dragi udeleženci Zoom kavice, predvsem pa pozdravljena današnja gosta, Mojca in Janez Logar,
zunanja sodelavca Gorenjskega glasa. Jaz ne vem, a smo se mi kdaj v živo sploh srečali, nikoli, ne. Vaju pa poznam prek vajinih kolumn, tako da kar nadaljujta, jaz jih zelo rada berem. Sploh od Mojce jo vedno preberem, Janezovo pa sam tam že na uvodu nekako začutim, da bi mi lahko tudi tako psihološko kaj pomagala. Ja, aha. Ja, tako. No, Dušan me je danes povabil, da povem nekaj v Gorenjskem glasu. Čeprav moram reči, jaz sem zdaj že samo še bralka in naročnica Gorenjskega glasa. Do lanskega leta sem bila pa tam zaposlena in to vseh 40 let kot novinarka. Se pravi, ga pa še vedno rada berem, naročen ga imam, vesela sem vsakega torka in petka, ko pride v nabiralnik. Ne vem, a ste med udeleženci Zoom kavice tudi kakšni Gorenjci, ki ga mogoče tudi poznate. Če ne, boste pa slišali. Aha, evo, in ga imamo tukaj, ki ga je danes že prinesel poštar tudi v knjižnico Milke Skabrne, slepih in slabovidnih v Ljubljani. Jaz tudi poznam Gorenjski glas. Aha. Vidva sta pa iz Centra slepih in slabovidnih. Ja, sam sva pa zgornje Gorenjske, a ne? Ja. Jaz sem z Bohinjske Bele. Mi smo bili naročniki, tudi starši. Pa smo bili tudi naročniki, tako da. No, vidite, lepo. Drugače sem pa zvedel, ja, vzadnjo sem bil v Prešernovem gledališču, pa mi je Igor Kavčič povedal, da ste že v pokoju. To pa nisem vedela. In da berete knjige, zvočne knjige. Medve so se pri Majdi srečali. Ja, to je res, to je res. Ja, drugače pa tukaj v knjižnici Milke Skabrne pa jaz zdaj 2-krat na teden, tako kot izhaja tudi Gorenjski glas, berem, snimam te knjige za vas. A res? Ja. Pa me zanima, to sem zdaj glih tukaj, če je ta knjiga zdaj tudi obraja ali bo kdaj obraja. To mislite od Mojce pa od Janeza? Ja, tako, ja. No, to ne vam pa kar sama povesta, ampak jaz pa vem, da je bila prebrana. Ja, to jaz kar ne morem verjeti, da se je pravzaprav tako zgodila, ne, tudi tole pisanje nam je prišlo čisto nasprot iz ene šale, ki jo je omenil bolj kot ne Janezu najin prijatelj Grega Flajnik, da mu je slučajno ena ženska, ki je pisala neke nasvete o zeliščih, pa ne vem kaj, kar nenadoma odpovedala, zdaj pa rab novega dopisnika, ne, to gotovo novinarji vejo, da je kar težavna stvar, ne. Pa je pa še bolj prosil Janeza, da ti malo probaj napisati tole kokoze, tole pa ti tudi kruh pečeš doma, pa dej probaj, no, pa če už recimo ene par mesecev zdržal, bo pa fajn. No, Janez pravi, da bi bila cela stran kar malo preveč, pa je dejva probati skupaj, cela stran, cel tisti prostor, ki je namenjen, potem je pa to kar 6 let, pa 3 mesece trajalo. Ampak še bolj mi je bilo v veselje, res bralci so zelo dobro sprejeli to me pol je pa nenadoma pač se vodstvo odločilo, da prenehamo pisati. No, ker mi je bilo pa še bolj v veselje, da so pa potem bralci dejansko Glas ljudstva neumorno celo leto pisali na glas, pa tudi nama domov, zakaj ne pišete več, mi bi radi brali, dajte to nazaj, kdaj bodo spet pisali in dobesedno pač res verjamem, da za vsakega šefa je pa mnenje uporabnikov pomembno, a ne? In zdaj sva prišla nazaj. In potem sem si pa jaz mislila že tako večkrat v mladosti, wow, kako bi jaz tole tudi brala knjige za slepe, sem se včasih tudi malo v gledališču zadrževala, pa tako nastopala, pa tako naprej. In potem sem tudi čisto slučajno prišla v stik z vami slepimi preko ene razstave, ki smo jo v šoli delali, pa z Dušana malo klepetava, pa gor pa dol, pa jaz tako namenoma navržem. Jaz imam pa tudi eno, tudi Dušan mi za večkrat, ko smo sodelovali, pa mi dal v poklon knjigo, a ne, pa sem rekla, ja, veš, jaz pa tudi knjigo, imam to svojo knjigo, a ne, pa mu jo dam nazaj, no, pa mi pa tudi namignil, da bi to lahko prebrali za slepe in slabovidne in tako sem potem jaz 5 popoldnevov, 5-krat je bilo, mislim, da
hodila v vaš studio dol in to brala in zame je bila ena čist nova izkušnja. In moram reči, da je bila res dragocena. Bi se pa pridružila tako Danici, a ne, pač zame kar nekaj časa, recimo, ko bom v pokoju, bi pa to delala še. Ali pa če bi z dijaki lahko, ali kaj ste, no v glavnem, zelo dragocena izkušnja. No, jaz potrdim, da je to res. Tako. Zdaj bom pa samo čisto na kratko še povedala v Gorenjskem glasu za tiste, ki ga še ne poznate. Rekla sem 2-krat tedensko, torki in petki, izhaja na 24 oziroma 32 straneh. Vsebuje pa tudi več tematskih in lokalnih prilog. Tako recimo imamo evo, še zmeraj govorim, kot da sem še zmeraj del tega časopisma, recimo tematska priloga kmetijstvo vsakih toliko časa, potem recimo svet v gibanju, mobilnost in tako naprej, avtomobilske priloge in tako naprej. Ampak izhajajo pa ob časopisu tudi samostojne lokalne in regionalne publikacije. Tako da večina občin, za katere pač kjer je časopis razširjen, se je odločila in izdajajo pri Gorenjskem glasu svoje lokalne časopise. Verjetno poznata poslušalca oziroma udeleženca iz Škofje Loke, poznate sigurno Loški glas, ki je priložen. Pa Blejske novice. No, ne, Blejske pa niso, to so pa samostojne, izven to so pa samostojne. So pa recimo za Zgornjo Gorenjsko, Zgornje Savci izhaja, za Kranjsko Goro, Jeseniške novice, ja, za Kamnik, Kamničanka in tako naprej. Skratka, skoraj vsaka od občin se je odločila, da to izdaja pri Gorenjskem glasu. No, Bled, Bohinj pa ne, no. Lokalne priloge brezplačno prejmejo gospodinjstva v posameznih občinah, sicer nekatere od njih pa tudi vsi naročniki, a ne, to se tudi občine odločijo, kako se bojo. Imamo tudi časopis ima tudi spletno stran, gorenjskiglas.si, brez pike, tako če vas zanima, si lahko tudi to ogledate. Sicer ima pa že kar dolgoletno tradicijo, izhaja od leta 1947, se pravi 70-letnico smo praznovali pred 5 leti. No, včeraj, ko sva govorili z mojo nekdanjo direktorico, Marijo Volčjak, sem jo vprašala, koliko imamo naklade, a ne, in prav, da je to poslovna skrivnost. Kljub temu pa na spletni strani tako piše, da je 19,000 izvodov naklade, doseže pa časopis 65,000 bralcev. Temelj časopisa je pa lokalna novica. Tisti, ki ga poznate, veste, da je večina vsebine namenjena dogajanju v gorenjskih občinah. Sicer se pa piše tudi širše, splošno, ne samo lokalno, tudi globalno. No, jaz sem pa delala 40 let pri časopisu. Najprej sem bila štipendistka, potem sem bila pripravnica, potem sem bila novinarka, zadnjih 13 let pa tudi sourednica oziroma izvršna urednica skupaj s kolegom Cvetom Zaplotnikom. In moram reči, da vse te vloge so mi bile izredno lepe in sem rada počela. No, zdaj sem pa tudi rada v pokoju. Tako. Ne vem, Dušana, zdaj tebi predam naprej besedo. Hvala, Danica, da si si vzela. No, evo, zdaj se pa jaz vračam. Hvala, Danica, še enkrat. No, še pravi, upam, da sta bila presenečena. Ja, to pa res. Zelo lepo. A to pomeni, da Danica ravno zdaj bere? Ja, Danica hodi zdaj k nam brati, ja. Tako da je tukaj in potem sva se pogovarjali, se nekolej, fajn bi pa bilo, ne, glede na to, da si domača tam in tukaj, pa da predstaviš Gorenjski glas, ne, in je,
Tako da, Ja, zelo lepo. no. No, jaz bom zdaj se malo vrnil. Mojca, ti bo šla v razred, a ne? Ne, jaz sem uredila tako, da imam do 12 čas. Aha, no, Janez je pa rekel, da pa more končati 1:20. Tako da bomo tam nekje končali, a ne? Ne, tako približno. Ker potem imamo pa tudi jaz neke obveznosti še. Skratka, jaz bom rekel, kako je bilo prišlo do... Jaz sem zelo vesel, no, Mojca in Janez, da se poznamo. Včeraj zvečer sem pred spanjem sem malo razmišljal, kako če mi rečete, in dejansko sem rekel, ne vem, mi imamo take dobre, saj mi Mojca ima take dobre odnose, da jaz to štejem, kot da smo prijatelji, a ne? Ja. Čeprav se pravzaprav ne družimo, mi da se vsake čuk pomailava, slišiva, Janeza sva se, mislim, enkrat videla, ampak nekako smo vzpostavili ene take fajne odnose. Janez, kaj ti praviš, kaj je to med ljudmi, da se tako najdejo? Ti kot terapeut, recimo, ali pa kot psiholog? Ja, to je preko odprtost za odnose. Da se upamo stopiti v odnose in da upamo biti z nekom blizu, da se upamo pogovarjati in kot si rekel, vzpostavi se neka dobra kemija. In ko je dobra kemija, tudi upamo in želimo biti iskreni. Ko smo pa iskreni drug pred drugim, je pa mnogo, mnogo lažje. To je tudi v zakonu je pomembno biti iskrena, ne? Oziroma ne samo v zakonu, v splošno prijateljskih odnosih, a ne? Ja, v vseh odnosih, predvsem tam, kjer smo mečkam bližje, a ne, je iskrenost pogoj za dobre odnose. Logično in jasno pa je, da ima ta iskrenost neke omejitve ali pa neke meje. Seveda so različni odnosi ali v službi, ali doma v zakonu, ali med prijatelji, ampak čim smo nekje dalj časa v odnosih, slej ko prej si želimo več stikov, več iskrenosti, vprašanje pa je, če si to upamo. No, kot ti v teh svojih kolumnih, a ne, če lahko tako rečemo, v bistvu so kolumne, ja, v bistvu prav to pišeš, ne, ta pozitivna energija, ne. A to izhaja iz logoterapije, ti si v bistvu pač na teološki študiral, ne, to zadevo in je to v bistvu Kristjan Gostečnik, je tvoj mentor bil. To je logoterapija v bistvu, a ne? Ne, to ni logoterapija. Logoterapija izhaja iz Franklna. Viktor Frankl je bil dunajski zdravnik, psihiater. V Sloveniji je tudi prisotna logoterapija, predvsem jo dela in izobražuje tudi dr. Ramovš, Jože Ramovš. Jaz sem pa študiral na teološki pri profesor Gostečniku. On je pa ustanovil svojo vejo, svojo sorto, študiral je v Ameriki, kjer je združil 3 modalitete in ustanovil neko svojo. To, kar je on ustanovil, je bilo zelo edinstveno, zelo posebno v Evropi, sploh pred 20 leti, ko je prišel iz Amerike v Evropo. In tisto, kar je zanimivo, on nima v osnovi tako zelo velike korenin v Freudu. To je njegov model. Njegov model je pa zelo v osnovi preprost. Človek je bil spočet, rojen in vzgajan v odnosih. In vse izhaja iz odnosov. Tisto, kar smo se mi v odnosih naučili, tudi v odnosih ponavljamo in tisto, kar ni okej, lahko tudi v odnosih popravimo. Tako da mi smo smo nek produkt odnosov, v katerih smo bili vzgajani in ki jih živimo. Ampak to ne pomeni, da smo mi zacementirani. Mi imamo svobodno voljo in predvsem pa moč. Tiste stvari, ki niso v redu, ki niso okej, da jih mi popravimo, najprej pri sebi, seveda v odnosih, ki jih živimo. Tako da središče teh odnosov sem seveda jaz in moja odgovornost, kako jaz pristopam do sebe, predvsem pa do sočloveka. Kaj jaz prinašam v odnos, kako sebe začutim in pa kako sprejemam druge ljudi. Tako da bistvo je v Gostečnikovem modelu ali pa v naših medčloveških odnosih je, kdo sem jaz, kakšen sem in predvsem tisto, kar mi ni všeč, da prevzamem za to odgovornost in da z neko novo močjo pa voljo spremenim sebe, da bo meni lažje in pa da bo lažje ljudem ob meni. Ti, kaj pa preteklost? To je zdaj ena teorija, je zdravljenje družinskega debla.
A to ti prakticiraš oziroma a se to prakticira v bistvu, kako je zdaj to? Kako je z zgodovino pa s preteklostjo? Ja, ne, ker pravijo, kako obremenjuje ta pretekla družinska zgodovina, ne, zdaj jaz sicer pravim, da je to bolj stvar navad in vzgledov, ampak moja žena pravi, ne, to je pa ta zgodovina družine in kako se to prenaša iz roda v rod, ene zadeve. No, v tem primeru je pa kar zelo modro tvojo ženo poslušati. Ja, tukaj so tudi različne teorije, ampak praksa je zelo enotna, pa zelo jasno se hitro pokaže, ne. Mi lahko rečemo, da zgodovina ni pomembna. Mi lahko rečemo, tisto, kar je bilo, je bilo. Mi lahko rečemo, da se s tem ne bomo ukvarjali, ampak mi ne moramo pobegati pred našo preteklostjo in našo zgodovino. In na žalost je tako, da te naše zgodovine in naše preteklosti so zelo hude, zelo travmatične, ogromno je stvari, ki jih nočemo podoživljati, ki se jih nočemo spominjati, ampak ta zgodovina hodi za nami toliko časa, da se mi obrnemo proti njej, se z njo soočimo, potem so pa lahko stvari drugačne. Ampak mi si delamo iluzijo, da bomo pobegnili pred preteklostjo, ampak to še nikomur ni uspelo. Imamo pa moč, da stvari obrnemo. In dejstvo je, da tisto, kar je bilo v preteklosti, ali dobro, ali slabo, ali manj prijetno, ali bolj prijetno, tega mi ne moramo spremeniti. Lahko pa spremenimo naš odnos do preteklosti. Ko se pa začnemo mi soočati s svojo preteklostjo, pa hočemo ali nočemo, prihajajo ven zelo neprijetni občutki, neprijetna čustva. In na žalost je človek tako naravnan, sploh v zahodnem svetu, mi namenimo celo življenje, da to odrivamo od sebe. In da se s tem nočemo soočati in to nam pobere ogromno energije. Vendar življenje mine s tem bojem, boj sam s sabo, ki ga pa nikoli ne moramo dobiti. Ti si v eni kolumnici napisal, da je treba človek, da se mora vzeti časa, svinčnik, papir in pisati, kar ga obremenjuje, oziroma verjetno tudi pogovarjati. Ja, eden izmed načinov ali pa ena izmed metod je, da pričnemo pisati. To je res, napisal sem to v zadnji ali predzadnji kolumni. Nekaterim ljudem pač zelo paše pisati. Eni radi govorijo, eni pišejo, eni ustvarjajo, eni sanjajo, to smo ljudje zelo različni. Bistvo teh različnih pristopov je samo to, da najprej ugotovimo, kaj nam paše ven dajati, na kakšen način nam paše ven dajati, potem pa to prakticiramo. Ampak ključno je to, da mi začnemo naš notranji svet spoznavati in da ta notranji svet začnemo dajati ven. Pisanje je en način. Drug način je pa pogovor. Ampak ključno je, da mi začnemo sebe spoznavati, kaj je v meni, kakšen motor v meni živi, kako jaz sebe dojemam, kaj čutim, kako moje telo reagira. In ko to začnemo mi pripovedovati, ko to začnemo deliti, ali s pisanjem, ali z pogovorom, potem se začne ta naš notranji svet zelo počasi sproščati. Ampak tisto, kar jaz navdušujem ljudi na terapijah, je, da mi nimamo samo fizičnega telesa, mi imamo tudi psihično telo. In to psihično telo ima strahotno veliko moč v nas. In na žalost je tako, da v zahodnem svetu v zadnjih 200 letih, pospešeno pa v zadnjih 100 letih je predvsem prevladal razum. In mi mislimo, da bomo z razumom vse stvari rešili, ampak ta naš psihični razum pa ni občutljiv na razum. In mi naših notranjih stisk in slabih odnosov ne moramo rešiti samo z razumom. In na terapijah se velikokrat trudimo, da damo razum majhen stran, razum pa misli damo stran in da se začnemo ukvarjati sami s sabo noter. V tem našem notranjem svetu so pa zelo čudne in boleče stvari. So razne razočaranja, pa strahovi, pa žalosti, pa depresije, pa občutki zavrženosti, seveda tudi veselje, pa ponos, pa spoštovanje. Na te stvari smo ponosni, pa jih imamo radi, ampak gužvo nam delajo tisto, kar odrivamo.
Gužvo nam delajo naši strahovi, ki jih imamo vsi. Temu ne moremo pobegati. Oni za nam hodijo kot nek hudič. Ampak ko se obrnemo proti njim in jih začnemo opazovati, pa čutiti, pa se z njimi pogovarjati, potem je pa vse drugače, ker na tem svetu zase sem jaz ta glavni in car in imam tudi moč te stvari spremeniti. Ne vem pa, zakaj nas tega niso učili. Ne bežati pred svojimi bolečinami, ne bežati, to je ključno. In izgleda zelo katastrofalno, ko ljudje pri 60 letih na terapiji prvič povejo. Nikoli še nisem teh stvari govoril. Vse življenje me stiska, vse življenje sem žalosten. Toliko hudega je bilo, nikoli nisem o tem govoril. Ko začnejo ljudje govoriti, je mnogo lažje. In potem se začne sproščati notranja napetost, pa pritisk v prsih, pa glavoboli popuščajo. Vendar to vzame čas, veliko časa to vzame. Ampak bolj kot čas, še pomemben pogum, da mi to upamo začeti govoriti in delati. Super. To je bilo pa, ja, sej tele tvoje kolumni, ko jih berem, ne, so točno to, ne. Se pravi, delati na sebi, govoriti in potem stvari počasi izginevajo, ne. Jaz imam v glavi, zmeraj pravim, da je naše življenje tako kot eno zelje. Zunanji problemi so zelo veliki in potem ti velike probleme rešuješ in potem greš proti notranjosti in na koncu pa to zelje kar razpade v rokah in tudi problemi razpadejo. Mojca, ti imaš tudi tako, kot tole mojo gospodinjsko prispodobo, ki sem jo dal, ne, tako tudi ti kot mati, kot ženska pišeš o gledališču, o smučanju, o športu. Vida pač mislim, se mi zdi, da sta kar v redu take športni, kulturni tim. Ja, recimo zdaj, jaz si zagotovo rečem, o kolumno oddajava v nedeljo zvečerno, zdaj, ki izhaja v petkih, jo lahko tudi v torek, ampak če le moram jo čez vikend, da se mi recimo kaj več se dogaja čez vikend ali kaj podoživim in zdaj, če boste vi dovolili, bom naslednjo kolumno opisala tole naše srečanje. Kako je bilo, kako sem brala knjigo za slepe in tako naprej. Ja, a kakšen tim sva, kako bi rekla, ne? Jaz sem mogoče mehen bolj divja, ne? Taka, da želim več ali pa nimam kaj ovir, pa strahov, pa pride vikend, pa kam bomo šli, pojmo v hribe, pa ne samo do ene koče, pa še na vrh pojmo, pa tako naprej. Janez je pa mehen bolj previden, dej no, to ne moreš, to gor, včasih jaz pa znorim, a ne, si mislim, ti kar sam bod. Ampak, ja, mi to zelo sede, no, recimo, zdaj tale novost, kaj ste, tudi ko so se midva spoznala, sva začela kolesariti tako križem, kražem po svetu, po Sloveniji najprej. Recimo zdaj se pa že oba vozva s kolesom v službo vsak dan, sicer z električnim kolesom. Zdaj jaz, zato ker bi se mogla pol še stuširati, ampak to pomeni 10 kilometrov v eno smer, pa 10 kilometrov v drugo smer, pa zjutraj je mraz, pa tako se mi zdi, sem jaz zelo ponotranjila tudi tole trajnostni razvoj, pa prav tak pogled na svet, to jaz učim v šoli, na taki šoli delam in v družini to prakticiram in to mi je zelo všeč. Ja. Druga stvar je pa kultura, res je, nekako smo mi zelo upeti v predvsem lokalno kulturo. Smo aktivni v kudu, smo pevci, in pa to otroci tudi kar naenkrat posnemajo in delajo naprej. Ja, to je res, ja. Sodelujem z tvojimi 3 otroci, z Matejem, Niko pa
Meto, ja, tako, ja, smo že kar naredili, ker že eno turnejo malo po Sloveniji, moram priznati, da so res čudoviti otroci, imate fajne otroke. Zdaj ne vem, a sem povedal, Mojca, ti si geografinja in zgodovinarka, zaposlena na Biotehničnem centru Naklo. Midva sva začela sodelovati na precej zanimiv način. Vi ste naredili eno zadevo, ki ste potem kasneje ste rekli, ja, to bi bila pa dobra za slepe, to so bile neke Alpe v 3D, ki smo potem bilo najprej razstavljeno v centru Iris, potem je prišel tam, če bi sem, prišla lahko ta razstava, in potem, ko so se spoznala, je akcija stekla in je bilo to, in zdaj sodelujemo preko, ne vem, se kar širi obzorja. Ja, tako pride res, ko je človek odprt ali pa ko je pripravljen stopiti ven iz svojih ustaljenih okvirov, pol kar pridejo nasprot ljudje in pol, če vidiš, da to pele, da to, ko pije vodo, se kar odpira naprej, se pravi, tako smo mi s to razstavo, to je bila ena nič v zvezi s slepimi narejena razstava, ampak recimo en projekt, zdaj sedim v projektni pisarni, ki je tale ženska trenutno na bolniški, projekt Your Alps se je imenoval, je bil mednarodni in so povezali vse države alpskega loka, od Francije, Švice, Nemčije, Italije, Avstrije do Slovenije, kako bi mladim približali življenje v Alpah, izseljujejo se, ker je pač v mestu lažje živeti. In kako bi jim približali še kakšno drugo delo, ne samo recimo gozdarstvo, planšarstvo, kmetijstvo ali pa turizem. No in potem je bilo več akcij in ena od teh akcij je bila tudi likovna razstava. In mi imamo enega zelo produktivnega učitelja likovne vzgoje in je naredil tako razstavo po fotografijah, recimo so šli otroci na teren, pa so naredili fotografije s profesionalnimi fotografi, potem so pa drugi otroci po fotografijah naredili slike v 3D tehnike, tako da so recimo v enih 4-5 plasteh naredili to. In potem smo mi to nesli pokazati na en projekt, ki se mu reče Podvig, uvajanje podjetnosti v gimnazije. Tam mi pa en sodelujoč dal namig, to je pa v 3D tehniki, to bi bilo pa lahko tudi za slepe in slabovidne. In jaz to omenjam in se rekel, ja, to je pa zavod Iris, tja poklič, tam bojo pa mogoče naredili še opise teh slik v brajici in tako se je začel. Pa jaz vozim te slike dol, pa pol recimo je ona knjižničarka rekla, no, vas bom jaz naučila, te vi naredila en opis, bom jaz naredila en opis, ostale te pa vi naredili, pa so to napisali v brajici, pol se je pa začel, pol je šlo pa to v Triglavskem narodnem parku je bila razstava, so povabili društvo iz Primorske, Igor Miljevec je ta kontaktna oseba, pa je šlo to v Planinski muzej Mojstrana, pa je šlo v zavod Iris potem recimo, in ko sem jaz pa videla, kako je otrok gledal, pa v knjižnico Minke Skebrne, pa v knjižnico v Škofji Loki, pa zdaj bo osnovna šola Orehek, zdaj v aprilu bo šlo galerija Stara pošta v Kranju, Minke Skebrne tudi že itak. Wow, sem rekel, to pa kar nekaj, kar gre. Se pravi, prvič videči to gledajo, lepo je narejen, pač je v eno širšo zgodbo vpeto in samo z majhnim dodatkom, da smo dali opise v brajici, je to dostopno še slepim in slabovidnim. In to se mi zdi tako nekaj, a veste, tako, tega ne planiraš vnaprej, to se zgodi, ker pač si človek, ker si odprt, no, predvsem si pa človek akcije. To je moja neizmerna lastnost, včasih tudi težava. In pol vidiš, da če delaš, pa pridejo stvari nasprot, pa se kar samo odvija naprej. In to je fino. In tako sem srečala vas in tako smo zdaj tle skupaj. In tako je fino. In pa je Dušan. In pa, ko sem jaz videla tam v Irisu oziroma vas uporabnike, recimo Mirjano vašo, kako je ona to tipala, gledala,
In si predstavljaš, in poj še dijak, ki je naredil to sliko, razložil, kaj je on hotel, da je to zlati res predstavil, da razdeli sliko in pokrajino na polovico gor. Ja, to je to, jaz rečem, to je fino. To je fino. Se znanje oplaja, tako gre naprej. Mi delamo, karkoli delamo za ljudi, da gre ven, ne da ostane v naših čudovitih učilnicah, pa mapah, pa računalnikih. Karkoli počnemo, je cilj, da pride do ljudi, saj delamo za ljudi. Pa tudi smo mi veseli, ker dobimo nazaj. Tako da recimo, kaj ste od Zavoda Iris, da je to postal lahko didaktični pripomoček, kako spoznavati alpsko pokrajino. Itak je pol možnosti še neskončno, sam če bi se hotel kdo s tem ukvarjati. Kaj vse bi lahko v 3D tehniki naredil. Pa niti ta razstava, tako so mi povedala, pol zdaj, ki z Dušo nam sodelujeva naprej, to je zdaj čisto slučajno nastalo, če bi pa mi že v začetku vedeli, da je to za slepe in slabovidne. Mi nismo upoštevali toplo, hladno, grobo, gladko, a veste, kaj se, ne vem, kako se še to vse dogaja. Bi lahko nastalo še drugače, to je res pač zdaj slučajno, ampak gre, pije vodo, je uporabno. No, pa galerijo smo pri vas odprli, z našo razstavo. Dušan, jaz sem že ne vem kolikokrat šla zdaj v to studio Črne nabaviti novo opremo. Zdaj, glih včeraj sem pripeljala novih 20 metrov galerijskih šin, novih petok, zdaj imamo 35 okvirov, pa 60 laksov in tako se poj dogaja, da poj potrebe kažejo, pa kupaš, pa se naprej pride. Zelo sem hvaležna. No, imeli so, naj povem, dobro, zdaj se bomo malo hvalili, imeli so en prostor, ki bi ga lahko imeli za galerijo in ko sem jaz imel onstran svetlobe, to pa so neko mojca, ali bi to lahko mi pri vas imeli, Pa so potem posebej za nas nakupljeno opremo in so rekli, no, zdaj imamo pa galerijo, In so bili tako veseli in zdaj v bistvu imajo tam kot en tak fajn prostor. To jim je v bistvu, ker to je eno veliko posestvo, ena velika zadeva, Mojca, vi imate tam vse živo učence in živali in to se splača iti pogledat, In mislim, da jim je sam še galerija manjkala. Pa sej tako, galerija za naše izdelke je že, s tem smo zdaj mi pridobili možnost, da drugi razstavljajo pri nas. In potem ste vi praznovali 100 let Zveze slepih in slabovidnih in Dušan reče, imaš kakšne učence, pa je en harmonikaš bil, pa so gor imeli kao neko tržnico, pa je ekipa iz Murske Sobote prišla si ogledati posestvo. Pa bodo zdaj 17. maja bo prišel Iris k nam, ker smo potem v Naklu prav v zvezi z našim sodelovanjem so odprli neko novo tematsko pot in ker sem se zdaj toliko naučila, kako delovati s slepimi, oziroma sem rekla, dajmo še to pot opisati, dajmo dodati na te table samo ene kratke opise v brajici. Evo, so dodali, ker se je to dogaja na začetku enega projekta, to ni noben bistven strošek. In zdaj bomo prišli, mislim, 17. maja pridajo iz Irisa sem in itak pogledati posestvo, pa zatipati. No in tako pač zdaj sodelujemo. No, super. Janez, ti pa v bistvu imaš pa tudi zanimivo pot. Ti si pač bil ekonomist, pri 47 letih si pustil ekonomijo in si šel študirati pri 5 otrocih. To je, mislim, ena tako zelo riskantna zadeva in zanimiva, da človek v času, ko začenja razmišljati v upokojitvi, začenja pa študirati. Ja. Jaz sem res po prvi izobrazbi sem ekonomist, potem sem 20 let delal v gospodarstvu, z vsemi, tudi na višjih pa na visokih položajih, z vsem, kar pa še zraven, veliko ugodnosti in denarja. Potem se je zgodilo, da sem nas vrgel ven iz službe in sem ostal brez službe in sem bil pravzaprav na razpotju ali iskati novo službo. A lahko povem, da si v Merkurju delal? Ja, bil sem v Merkurju. Potem sem bil na razpotju ali nadaljevati svojo poslovno pot ali pa začeti uresničevati svoje sanje. Moje sanje so bile pa že takrat stare 13 let in sicer, da bi bil terapevt, ker ko sva bila z Mojco prvič na terapiji, sem rekel, wow, to bi pa jaz počel. In potem se je pač moglo zgoditi,
navzven nekaj slabega, da sem izgubil službo, ampak v resnici je bil to dokončni potisk, da sem se odločil uresničevati svoje sanje in pa zdaj tudi vidim svoje poslanstvo, zakaj sem prišel na svet. Seveda tega ne bi počel, če ne bi imel soglasja od Mojce, ker vendarle, kot si rekel, odzadaj je bilo 5 šoloobveznih otrok. In marsikdo od znancev, sorodnikov meni je rekel direktno, če sem vse v redu, ali z mano vse okej, jaz se dobro počutim, da to upam narediti. Kakšen je Mojci rekel, ti ali z vašim vse v redu, kaj pa se gre, ker dejansko bil to res gromozanski premik, in zelo malo ljudi si to upa narediti, jaz ne vem, odkot pa kje sem dobil toliko poguma. Mogoče je bil pa ta notranji klik, da jaz nisem prišel na svet, da bom vrtel velike številke in da bom ves čas nek menedžer pa ljudi maltretiral, ampak da želim ljudem nekaj dobrega narediti. Tako da na začetku, v prvem letu, zagotovo, če ne bi imel podpore Mojce, tega si ne bi lotil, ker ne bi upal, ampak potem po prvem letu študija, ko sem jaz poslušal razlage in pa teorijo in napotke profesora Gostečnika in pa njegovih učencev, me pa ne bi nobena stvar več ustavila. Lahko povem to, da v 2 letih predavanj nisem zamudil niti 1 ure predavanja. Ko študenti rečejo, ko so rekli, da bodo stavkali, sem pa rekel, halo, jaz sem ta študij plačal in ne želim, da stavkate. To, kar sem jaz plačal, boste vi tudi predavali. In so potem tudi odpredavali vse. Skratka, jaz sem bil strahotno željan znanja, ker sem se takrat odločil, da želim biti dober terapevt, pa uspešen. Vem pa, da za vsako stvar potrebujemo znanje. Na začetku je ta študij ali pa biti terapevt podobno kot nek drug obrtnik, rabiš znanje. Če hočeš biti dober pleskar, rabiš nekaj vedeti od stene, pa od barv, pa od čopičev. Tako da 2 leti sem srkal teoretično znanje, potem sem imel še 2 leti študija, ki se mu reče izpopolnjevanje, ki je bolj terapevtska praksa in pa terapevtski treningi. Ampak kmalu ugotoviš, da boš ti lahko dober terapevt, moraš najprej spremeniti sebe. Tako da se je začelo potem drugo poglavje mojega študija, lastna sprememba, lastne terapije, lastne supervizije, da bom vse tisto, kar pravi teorija, je treba najprej ponotranjiti in pa spremeniti sebe, ozavestiti sebe, kakšen si, kakšen nisi, kakšen bi rad bil. Tako da jaz sem po 47 letu sem praktično svoje življenje namenil samo študiju in pa družini. In malo sem moral iskati tudi ravnotežje med zakonom, družino in pa študijem. In nekako mi je to očitno uspelo. Rekel si, ko smo se pogovarjali, si rekel, da so celo programe neki za tebe spreminjali, za te študentske bone in te stvari. Ja, jaz sem bil pri 47 čisto uradno študent z vsemi ugodnostmi, tudi z boni za malico in za kosila in tudi za avtobusne prevoze. In ko sem prišel na študentski servis, da bi uredil prehrano, nisem vedel, takrat sploh nisem vedel, da država financira tudi bone za otroke študentov. In ko sem povedal, koliko imam otrok, 5, so rekli, ja, takega programa pa nimamo. Tako da so mogli za mene takrat popraviti na ravni države program, da ima študent lahko 5 otrok. In zagotovo sem bil rekorder v Sloveniji po številu bonov, ker vsak dan sem dobil 6 bonov, ne samo za sebe, ampak tudi za otroke. In bilo je kar nekaj pripetljajev, ko smo hodili v razne gostilne jesti med študijem. In ko so videli natakarji, koliko imam bonov na računu, so rekli, to je nemogoče, kaj pa jaz vem. Ali pa pripetljaj je bil bolj proti koncu študija, ko sem šel nekam v nov, mislim, ni bilo problem v lokacijah, kjer so me poznali. So vedeli, ta je pa tisk ima cel kup enih bonov. Ko sem prišel v neko novo lokacijo na drugem koncu Ljubljane, in ko sem rekel, da bom plačal z bonom, so rekli, s kakšnim bonom? Jaz sem rekel, študentskim. In potem mi to res normalno šlo skozi, in na koncu mi da natakarca oziroma blagajničarka da račun in reče, ja, na Mladih svet stoji.
Ja, to je dobro. V redu. Ja, jaz mislim počasi, jaz imam še vprašanje, se še imam pripravljeno, ampak mislim, glede na to, da se Janezu že malo mudi, mislim, se še imamo pol ure časa. Ja, ampak vseeno bi mogoče dal še kako vprašanje, da bi kdo kaj vprašal, ne? Da bi kdo kaj vprašal, mogoče kako mnenje o knjigi, če jo je prebral. Jaz sem to zdaj namerno spustil knjigo. Ne? No, ampak Anica, lahko pa vseeno vprašaš ali pa poveš karkoli. Ja, lepo, zanimivo se mi zdi, da sta res ugleden par. Ja, Ja, Darinka. Ja, kar izvolim, popa Darinka, ja, izvoli, Mojca. Nekaj, a je poslušal do knjigo? Zdaj, jaz če sploh nisem nič slišal, jaz sem sam brala, niti ne vem, kako se to sliši v zvoku. Moram zdaj to enkrat dol do vas prideti, kako to je, ali kako izgleda. Ja, jaz sem brala, ja, lepo berete, tako da pohvala. Ja. Vse ste vi brala, ne? Jaz sem brala, ja, Ja, je v redu, ja. Lepo se sliši, ja. No, fino. Lepo. Milojka, imate kako mnenje oziroma kako v bistvu, Poklicala, vem, kje rečica. da povete kaj v knjigi, da poveste, kako vam je bila. A je bila knjiga zlektorirana? Irena tukaj. Ker je par napak noter, ker je bilo brano, je par napak noter, sem opazila. Ja, no, to pa Dajte zdaj počasi, poslušaj, dajte roke dvigovati, da ne bomo kar skakali. No, se pravi, to je pa lepo, da ste opazili, ne, recimo, to so bile pa zdaj te kolumne iz Glasa, ne, so bile direkt objavljene in zlektorirane in poje pregledane, kar zelo moteč. Pa, ker jaz nimam izkušen toliko s tiskom knjige, vidim, da je pol iz tiskarne prišlo nekaj čist drugega ven. Jaz nekaj sploh ne vem, kako to gre ali kako je možen, ampak ja, saj tudi mene kar dosti motene, par takih velikih, vsak opas napaka, ne. Pač, upam, da v pri naslednji knjigi boljš. Janez, izvoli. Ja, glede teh napak, to je najna prva knjiga, ne? In midva sva vse dvakrat prebrala, drugmu sva prebrala, lektorica je prebrala, pa se kljub temu to naredi. Tako da niti ne vem, kako naslednjič temu se izogniti, ne. Toliko njenih kontrol, pa še vendarle pride napakce, ne. Milojka, vas sem vprašal, no, kako mnenje, pa Darinka. Jaz pač ne znam brajice čitati, ne. Sem kasneje oslepela, tako da se nisem naučila brajice in poslušam zvočno. In zvočno mi je bolj zven glasu pomemben in tu je na glas, ali je to optimističen, ali je mrtev, ali tako. In mi je bil všeč ta ton, pač ta glas, no, mi je bil všeč pri knjigi, ne. Tako, tu sem ocenjevala, drugače, da bi pa napake tako občutila kot hudo moteče nisem. Pri branju se to ni videla, ne, pri branju to gre, pač ni, ampak recimo kaj ste tam, pa kakšne velike začetnice, pa kar ena črka pred začetkom, pa take, no, jaz sem bila toliko slabe volje, ker sem to videla, sem nekaj, to sploh ne gledam več, no, po drugi strani pa pač se vsebina je nekaj še tudi drugega. Mene pa zanima, kako je tej knjigi naslov. Ja, to moram reči, gre v bistvu za dve knjigi v eni. Janez je napisal svoj del Jaz, midva, mi. Mojca je napisala Več kot sanje. To so pač not je pa še vsak ima svoje teme, a ne? Not v sredini so pa na iste teme oba pišeta. Tako da nekako se v sredini, se pravi, govorimo pravzaprav v 3 knjigah, a ne? Nekako bi lahko rekli. Ampak vse skupaj smo dali pod en naslov, ne? Mojca Logar, Več kot sanje, a ne? Tako da dajte prebrati tisti, ko niste. Darinka, izvoli, ja. Malo smo te zanemarili, prosti.
Dan vsem skupaj, lepo zdrav Mojca, midve se poznava. Gospodu Janezu lepo zdrav. Jaz sem preposlušala knjigo, ker sem bila v časovni stiski. V parih dneh sem morala predelati kar 2 knjigi za predstavitve in potem sem prvo pustila strani. Želela sem si jo predvsem prebrati, sicer s pomočjo povečevalnega stekla oziroma lupe. Knjigo imam, ker jo je Mojca poslala Valterju, ko je doniral knjige v svoje knjige, v knjižnico oziroma dal v njihovo šolsko knjižnico in je Mojca tudi poslala knjigo. Tako da tole bi rekla, knjiga se me je zelo dotaknila, predvsem zato, ker sta tako odkrito opisala vse te zadeve. Pa tudi to, da je Mojca prebrala sama knjigo. Zato, ker je čisto drugače, ko ti bereš svoje delo, ko čutiš, in mi je bilo zelo všeč. Morda sem se tam, kjer sem pustila zvočno knjigo, da sem šla karkoli drugega delati, sem bila rekla, nič ne bom, zato ker sem malo bila zmedena pri vseh teh straneh, pa vse skupaj. In sem rekla, v redu, jo preposlušam in poslušam, naenkrat je bil zaključek. Sem rekla, evo, zdaj sem pa končala, prej pa sem si delala malo vprašanj, kako bom jaz zdaj tako speljala. Knjiga mi je všeč, kot sem rekla, tudi naslovnica mi je, meni je zelo všeč. Jaz se rada pogledam naslovnice, ker pač toliko še vidim, ne. Skratka, pa trda vezava, napak nisem pogledala, ker pač pol na koncu nisem uspela črnega tiska prebrati. Skratka, iskrene čestitke obema za izdano knjigo, pa se bi tudi pridružila temu, da bi brala kolumne, pa morda celo pridem kdaj še do kakšne kolumne v Gorenjskem glasu. Hvala lepa. Mojca ima lep glas. Res, mislim, mi takole, hvala, ker to poveste, recimo, no, ker če bi takole, jaz ne vem, verjetno pa ni veliko primerkov, da avtor bere knjigo. Ne, tega je zelo malo, ja. Nekaj jih imamo, ampak malo, ja, kako. No, se pravi, in če bi hotela, jaz sem rekla, da sem se, no, mogoče, če zdaj prilika, še tudi kdaj nastopam na odru, ampak tako v mladosti sem se pa le ukvarjala malo z gledališčem, pa tudi z nastopanjem, pa z igro, no, tako da vem, tudi kot učitelj rečejo, glas nas pritegne, se pravi, bi jaz to lahko še bolj izkoristila, tudi za vas, a ne, če bi hotela več brati. No, predno dam besedo Ireni, ko je dvignila roko, naj povem, ne, da vi ste odlični pevci, vsi, ne. Jaz sem od mojega enega električarja, ki je iz vaših koncev zvedel, ne, kako dobri pevci ste celo skupaj prepevali z njim, ne. Tako da... Pa lepo. Ne. Irena, izvoli. Jaz bom rekla tako, v Sloveniji je zelo malo zvočnih knjig, razen kar jih zveza posname. Zato tudi avtorji nimajo možnosti, da bi prebrali svoje knjige. Jaz lahko rečem, da na Norveškem sem že kar na nekaj knjig naletela, ki so jih avtorji brali. Zdaj imam z eno kar veliko težav, ker je v precej hudem dialektu, jo avtor bral, pa jo moram še enkrat poslušati, ker nekaj stvari nisem razumela. Ja, si to, Darinka, izvoli. Morda bi to vprašala še prej, mislim, da Jože vprašal, ali bo knjiga tudi v brajici. Mislim, da je njega to zanimalo na začetku. Ja, to je, Darinka. Tako, to sem... Bom jaz povedal to, bi pa mogoče lahko zelo izkoristil, pa bi rekel Mojci pa Janezu, mogoče bi bilo pa dobro, če vidva imata ta tekst, ki v kakem Wordu ali pa v kakem tem PDF-ju, da mogoče data to, pa da mi to lažje pretvorimo, ker mi moramo potem to dati prepisovati. Zdaj pa, če slučajno kot avtorja imata to knjigo, ki je v kakem taki obliki, pa potem dosti hitreje bi to naredili, a ne? Ja. Ja, mava. No, pa ni problem, potem bom pa jaz tukaj s kolegi govoril, pa bomo dali, če ne drugega, saj lahko damo tudi gor na našo stran, na ACE in sprinta te zadeve.
Ok, Dušan. bomo delali. Izvoli, Joža. Jaz te knjige nisem prebral, a ne? Jaz sem ne. Mora biti pa dosti zanimiva. Me pa zanima, Mojca, a smo bili mi že enkrat čisto tako skupaj, ko smo imeli te, zdaj ne vem, a smo bili ali nismo, te družabniki po telefonu, ko smo šli na sprehod tam. Ja, tako je, Joža, mi smo bili skupaj na okroglem, ko smo šli za en dopoldne na sprehod, nas je tale gospod Jošt iz Nakla vozil tam lepo na Klanski Savi, potem smo se pa videli še na 100-letnici na okroglem. Tako, ja. Ko je bila proslava, ki sem bila jaz tam z dijaki tudi. Ja. Mojca je tako, ko jaz rečem, Mojca, jaz pa rabim nekoga za nastopati, pa reče, jaz se imam doma ali pa dijake, ne. To je zmeraj, najprej, če me bo povabil, bom najprej prosila, če sem učitelj, rečem dijakom, a ne, če pa dijakov ni, potem pa lahko dam svoje otroke. Sem razmišljal, če si ta prava, pa sem ugotovil. Ta prava, ja. Mojca je v Naklem v službi, jaz pa hodim v Naklo na dializo. Res. Tudi mi smo bili že dvakrat v biotehničkem centru. Smo bili pred lani, enkrat smo bili pred epidemijo, smo imeli srečanje žensk. Z tega Slovenije pa smo potem šli v center in mi je bilo zelo všeč, ne nazadnje, ko sem malo, kako bi temu rekla, obsedena s fotografiranjem, sem si posnela konje, krave, vse živo, kar je pač zelo lepo okolje, tako da verjetno zelo uživajo dijaki v tem okolju in pa seveda, ko si nabirajo znanje, vse to se razume. Ja, Darinka, zelo se dobro spomnim, pa zelo sem vesela, da ste prišli takrat tudi z Mirjano in si ti prebrala pesmi Valterja. Še zdaj se spomnim, v eni je pisala, da je od tebe odvisno, ali si tvornik ali trpnik v življenju. Ja, tako je. Aforizme, je predstavil. In zdaj ravno čakamo 2 knjigi, sta pri urednikih, tako da bosta kmalu izšli. Ena je prav posebna, o 50-letnici slepote je izdal knjigo 50 pesmi izbranih v slepoti, ena pa še mi je pa drugačen naslov, tako da bomo zdaj že imeli kar 2 knjig. Janez, koliko pa ti uporabljaš knjige v svojem delu? Recimo vem, da za Rupla, Rugel, on je to ogromno delal na teh knjigah in branju in zdaj on je sicer imel neko tako čudno metodo, da je človeka razstavil in potem ga je spet sestavil. Ti verjetno nisi toliko hud terapevta, ne? Ne, niti približno. Mi se poskušamo preko na človeku prijazen način soočati sam s sabo. Da človek počasi sam spoznava, kdo je, kakšen je. Kar se pa knjig tiče, večkrat ljudem predlagam, da bi verjetno in ta knjiga ali ta in ta članek koristil pri razreševanju njihovega problema. Sem pa sam tudi zelo domač z knjigami, predvsem strokovnimi. Tako da jaz zelo veliko berem. Tudi veliko berem raznih znanstvenih člankov s tem namenom, da sem v stiku z znanostjo. Ljudem pa potem predlagam, kaj bi bilo za njih koristno, ampak kot sem na začetku rekel, in povem to, če želite, to je vaša odgovornost, verjetno bi vam tole koristilo. Pa si svojo knjigo oziroma Mojcino že predlagal komu za prebrati, ker mislim, da je to bi lahko bila tudi ena taka terapevtska zadeva. Ja, mojo knjigo dam pa predvsem zakoncem ali partnerjem, ker se velikokrat ljudje ne znajo ali nočejo ali ne upajo pogovarjati. In velikokrat rečejo, ja, ne vem, o čem naj se pa pogovarjam med sabo, v zakonu, v partnerstvu. Velikokrat rečejo, ja, zdaj sva pa že 20-30 let poročena, nimava kaj govoriti. Zdaj potem na terapijah dobimo vedno dovolj tem, ki jih je treba razčistiti. Pogosto pa dam mojo knjigo ljudem s sledečim napotkom. Tukaj je ena knjiga, napisal sem jaz, pa moja žena.
In so sestavki zelo kratki. In poskušajte prebrati skupaj eno kratko kolumno in potem se o njej pogovarjajte. Kaj vam moje besede prebudijo? Jaz sem napisal takole, vidva pa rečete, aha, on je tako napisal, meni pa to ni všeč, jaz pa tako mislim, jaz pa potem tako čutim. Tako da uporabljam to mojo knjigo, da ljudi spodbudim k pogovoru o sebi, o njima, o družini. A veš, ko sem se pripravljal na tole naš pogovor, ne, sem začel razmišljati se nekaj, Benti, ko človek terapeuta sreča, še mora biti nekaj narobe z njim, ne, da se začne družiti s terapeutom, ne. Druga zadeva je pa, ko mu terapeut, ali pa dobro, v tem primeru je bila Mojca, pokloni še celo knjigo, glede na to, kaj sem mi zdaj povedal, sem kar malo zaskrbljen nad svojim življenjem. Vedno lahko nadaljujemo tam, kjer smo končali. In če imaš najeno knjigo, lahko si usedeš ženo in rečeš ti, poglej, na tej 12. strani, recimo, ali pa 15, karkoli že je, Janez je napisal tole, jaz mislim takole, kaj pa ti misliš? Ja, no, vse to sem te hotel še vprašati, kdaj pa je tisti trenutek, ko človek mora oziroma no, pač k terapeutu priti, oziroma da je zakon toliko daleč, da rabijo, ne? Ker pol je problem tudi, eni so za to, da grejo skupaj, pri enih bi šel samo eden, ali pa celo nobeden, ne bi šel v terapeutu, ker če greš v terapeutu, pomeni, da si bolana, ne, da v bistvu si že na koncu, ne, ali kako naj rečem. Ja, nažalost pridejo ljudje k terapeutu precej pozno, oziroma velikokrat tudi prepozno, ne. Zelo malo je parov, ki rečejo, midva se imava pa kar dobro, nama pa dobro klapa, občasno se kje zatakneva, a se da kaj izboljšati. Takih parov je zelo malo. Običajno pridejo ljudje z nekimi zelo akutnimi problemi, predvsem so to nerazumevanje ali stalno poniževanje ali neobvladljivi strahovi. Skratka, nekaj se dogaja v odnosu, ki uničuje odnos. In kot si rekel, še vedno je prisotna miselnost, ja, zdaj pa z mano nekaj zelo narobe, da moram iti k terapeutu, ali pa a moramo res iti k terapeutu, ne. Bi rekel, to je stara miselnost, ki pa dokaj hitro izveneva. Če pogledamo razviti svet, recimo Ameriko, tam je mogoče že drugi ekstrem, ko ima skoraj vsak že rednega terapeuta, ne. Jaz pravim zakoncem predvsem, ne rabite rednega terapeuta, vi pridite na začetku mogoče 10-krat, 12-krat, potem boste pa vidva drugemu terapeuta, ne. In tam, kjer steče pogovor doma, resnično ne rabijo terapeuta. Dejstvo pa je, da smo danes ljudje zahtevni, ne. Nam ni dosti, če smo zdaj siti, pa da potujemo okrog, predvsem ženske, ne, so bolj občutljive. Danes hočemo biti srečni v odnosih. Preprosto ni dovolj, da smo siti, pa da potujemo, pa da imamo nov avto. To nas običajno ne navdahne za srečo, ne. Mi hočemo danes biti zadovoljni pa srečni na tem svetu, ker se skozi bolj zavedamo, da saj z leti to pride življenje eno, ne. In je od nas odvisno, kaj z njim naredimo. Ali smo v neki mlakuži, ali pa rečemo, ne, tele leta, ki meni ostanejo, jih bom pa jaz kvalitetno preživel, kaj lahko naredim. In literature in znanja in predavanje je veliko. Danes je znanje na trgu, danes je znanje tudi pri terapevtih, ki ga včasih pred 30-40 leti ni bilo. In lahko se poslužimo znanja, ki je na trgu, sebi v dobro. Če se avto pokvari, mi sploh ne razmišljamo, gremo k avtomehaniku, ne. Če smo pa že dalj časa slabe volje, depresivni, nervozni, v nekih slabih občutkih, pa zdaj ljudem skozi hitrejš pride na misel, ja, saj zato tudi obstaja v narekovajih avtomehanik. In ponekod, če mislijo, da se te stvari dajo rešiti z tableti, a ne, teh odnosov se s tabletami žal ne da razrešiti, ne glede na strahoten porast antidepresivov. Odnose rešujemo drugače, sploh tam, kjer so rahlo načeti, a ne. Odnosi se dajo drugače reševati, ne z razumom, ne samo s tabletami, ampak z
preko bolj mehkimi metodami, da na mehek način spoznam sebe, da spoznam druge. In ljudje so vedno presenečeni, skoraj šokirani, kaj vse nosimo v sebi. Mislim, Janez, zmanjkuje mi besed, tako kot lepo si povedal tole. Tako da zdaj ne vem, sem za očiti brez vprašanja. Skratka, bomo počasi končali, ne vem, a še ima kdo kaj za povedati. Z Mojco še bomo poklepetali, a ne? Ne vem, če se ne motim, da sem vaju slišala na Radiu Ognjišče. Aha, da povejta, sta bila na Radiu Ognjišče, točno, še nekaj sem se spomnil, ja. Jaz sem bil enkrat ali dvakrat, ampak to že 3-4 leta nazaj, no. Jaz se spomnim, nekako se mi znamo. No, ampak drugače si pa na Radiu Gorenc, ne? Ja, na Radiu Gorenc sem pa večkrat, jaz sem pa vsak mesec. Še nekaj moramo obdelati. Vidva imata veliko družino, ne? Zdaj, Mojca je enkrat rekla, ja, vsi takoj rečejo, ja, ona ima pa 5 otrok, ne? Nihče pa ne ve, da jaz sem učiteljica, da pišem, da vodim te krožke in te stvari, zato sem to prihranil bolj na konc, ne? Namerno sem se tega izogibal, ne? Zdaj, pri vama je 3 družine so take kovine v Sloveniji in vi organizirate srečanja teh družin, ne? Se pravi, najprej je edinček, bomo rekli, ne? Potem sta pa 2x2 dvojčka, a ne? Zdaj Matej je star 18, Nika pa Meta sta zdaj stara 21, potem sta še pa 2, zdaj imena sem pozabil, sta pa zdaj mislim 16 ja, no, še let, več, 23, 21, 16, ne. A gotovo je še kakšna taka družina v Sloveniji, sam recimo na Gorenjskem ali tle okoli Kranja smo se mi 3 družine take najdle, ne. In v bistvu mi živimo na vasi Suha pri Predoslah. Naslednja družina je pravzaprav oče, skoraj da sosed iz Predosel, ena je pa potem iz Šentviga pri Ljubljani. Gotovo je še kakšna v Sloveniji, niti nismo tega iskali, mi smo se pa najdeli in pol se recimo tako enkrat na leto vidimo. Z enimi pa še večkrat nas v Predoslah so zdaj naši otroci varuške in tako, da si malo pomagamo, pa malo podelimo te naše sladkosti in tegobe, ja. Ja, včasih se meni kar malo zamaždi, takole, ker smo kje na kakšnih praznovanjih ali kaj takega, pa ljudi predstavljajo tako na hitrco, in pa rečejo, to sta pa Janez pa Mojca, ona da imata 5 otrok, ker da je to zdaj nekaj, wow, to je pa nekaj nedoumljivega, noben reče, on je pa pri 47 poklic zamenjal, ona pa piše, te 2 pa kolesarta po svetu, ona je pa ne vem, kva taka pa taka, ampak se mi zdi, da tako pri ljudeh je to prva, ali je to tako nedosegljivo, ali je to tako wow, nekaj posebenega, ampak gotovo je ta prva stvar, ko naj jo predstavita, ona 2 imata pa 5 otrok, jaz ne vem, meni se ne zdi to nič tako zelo posebenega, pa vendarle je gotovo, ne. Kako pa je živeti recimo v eni bajti s 5 najstniki oziroma odraščajočimi otroci, to mora biti kar, pa še psa Mateja, ne? To mora biti kar zelo dinamično, tale družinsko življenje. Zjutraj, ko en najstnik pride do hladilnika pa reče, vse ni ne za jest, pa zapre, pa gre, pa pride drug, prav imaš, pa pride tretji, mama, ata, daj ta nekaj kupi za jest, ne vem, to. Janez, izvoli. Ta prvi bi še povedal en pripetljaj, zaradi teh starosti otrok, ko sem nekje povedal, koliko so stari otroci, recimo pred leti, ali to 18, 16, 2, ne? Mi je eden rekel, ja, kaj pa je s tabo, je rekel, a vi jo clate? Ja, pa še eden je pa rekel, enkrat tudi, se spomnim se zdaj, jaz nekaj tujim, mislim, da sem rekla, recimo, koliko je to pa je bilo, 9, 7, 7, 2, 2. Je pa rekel, kaj je to, telefonska številka, kaj? Koliko so stari otroki spraviti? Ja, tako je. Življenje za veliko familijo je res dinamično, tole, kar si omenil, hladilnik je Dušan.
Zadnjič enkrat, ni dolgo nazaj, ko sem opazoval, še Mojci sem rekel, glej, zdaj pazi, pride sine, pa res smo bili že majhen izropan po hladilniku in pa po shrambi. In ta prvo gre sine pogledati v hladilnik, precej prazen, gleda, zapre, gre v shrambo, gleda, obrača tiste škatle pa vreče, precej prazen, gre še enkrat v hladilnik, pa Naja pogleda, je prav, v trgovino bomo mogli. Tako da, ko gremo mi v trgovino, včasih kar težko ven nesemo, ker so vedno polni vozički. Mojca. Družina za veliko familijo prinese, poleg veliko skrbi, tudi finančnih, a ne prinese pa ogromno dobrega, pa veselja, pa različnosti. Ja, mislim, tako, meni je bilo zelo všeč, ko smo šli zadnjič z Nikom Meto pa z Matejem, smo šli v Celje, se peljali z avtom, kako je to bilo ena taka pozitivna energija med njimi in potem tudi, ko smo šli nazaj, so šli tankat in je Meta, mislim, da je Meta zagrabila tisti račun in je to skalkulirala in je kar povedala, koliko je kjer dolžen za te kilometre oziroma za bencin. In si tako lepo, fajn delijo, imajo pošlihtan tisti avto, s katerim se furajo na nastope in na faksa. Tako, mislim, res urejene zadeve. Tako da sem rekel, Mojci, ti, ampak tele tvoje so pa res izredni otroci, si lahko ponosna na njih. Pa tudi moram reči, da so zelo dobri pevci in glasbeniki. To verjetno, po kom je ta dar? Recimo, če lahko rečemo. To imajo bolj po Mojci, Jaz sem svoj glasbeni talent odkril, mislim, da pri 38, ker ko so otroci začeli hoditi v glasbene šole, jaz od tega nisem nič vedel in sem se jaz vpisal v glasbeno šolo samo na teorijo. Tako da sem v enem letniku naredil 2 razreda, da sem vsaj vedel, kakšne so note, pa kakšne note pomenijo. Ne, čakajte, to je bilo zelo zabavno, veste. Vse šole takole imajo tudi oddelek za odrasle. Recimo glasbena šola za odrasle. V Kranju je takrat poučeval tisti let sam ravnatelj, zdaj ga že ni več, pa sem se zdaj ne spomnil. No in vem, da je Janez rekel prav, ravnatelj pride, zakaj pa vi želite ta znanja imeti? Običajno je to, kar še ne vem, ko preko pevca, kdo pa prek malo pošlihta od kam, kako te note grejo. Pa Janez tole govori in pol. A veste, v glasbeni šoli imajo otroci v glavnem bolj same lepe ocene, trojko ima recimo že tisti, ker se bolj truta, pa Janez reče prav, a bi bili vi s trojko zadovoljni, prav, ja, v redu, dobro. Pa vem, da reče, ne čak, Janezov je pa tudi dobu 3, pa so se doma pol malo kregali, da to pa povem, da se kaj dosti napotrudiš, pa tako naprej, pa reče, ne čak, kaj, mene kregate, da imam 3, se ima Janez tudi 3. Ne, drugače pa sploh ni res, da so sam pomen, pač Janezova sestra je glasbenica, ona je profesionalna glasbenica, ona je solo pevka, uči v glasbeni šoli Radovljica in recimo je našega Mateja pri, ne vem, je bil še v osnovni šoli, on se je učil harmoniko, potem ga je pa povabila, da ne gre v solo petje, tako da se je zelo hitro učil solo petja, mogoče kar malo prezgodaj, da človek še ni psihično dozorel za to. Pol sta punce klavir pa violino igrale, no recimo Nika je pa violino zaključila, pa se zdaj solo petja loteva. Zdaj pravzaprav pa ta male 2 sta pa bil športnika, je pa Eva je šla na balet, pa pol odbojko, Rok je pa skozi bil športnik, tako da pojemo pol v zboru, tam v cerkvi vsi. Ampak recimo, takole bi rekla, da tele ta velike spodbujamo, dajte malo skupaj nastopati, no v bistvu niti ni toliko veliko priložnosti, zato sem vesela, mislim, se jih nočejo niti ne ustvarjati, dajte malo skupaj nastopati, pa se končno tudi lahko si poboljšate malo življenje s tem, tako da v bistvu to zdaj šele začenjajo, ker ten trio so pa na porokah, pa na takih stvarih, no in ko so se sestrične ženile, so rekli, ja, njihove, od naših, moje nečakinje,
so oni tam nastopali, pa prav Matičar, zdaj bo pa prišel Matej s skupino. Prav, ne, to ni skupina, to sta kar sestri, a ne. Lepo. V redu. Mojca, veš, kaj me je pa impresioniralo, no, tako kot sem zdaj spet zbral drugič, tale vaša prata. Kaj je to pravzaprav ta prata? A prata? Aha, Ja, ti jo zmeri za velikonočjo delaš, ne? Ja, no, to je pa po moje ena najbolj poznanih kolumn, ali pa tako, ko midva se pol vozva s kolesom po vaseh, pa tako naprej, pa naj ljudje ustavijo, pa tudi midva rada debatirava. Pa rečejo, ja, prata je velikonočna jed, ki se naredi z veliko kruha, bel kruh, pa velik recimo, da je, ne vem, ena štruca kruha, pa mora biti pa enih 20 ali pa 30 jajc, če je nič narobe, pa suho meso, pa začimbe, pa tako naprej, in to se pol to zmeša, v bistvu preko katani kruhovi knedeljni, a ne? In to se da pol peči. Ta velikonočna jed ni povsod poznana, recimo tamle v okolici Cerkelj je zelo poznana, po Škofjeloškem vem, da je nimajo, ne vem, kako je na Štajerskem, eni rečejo budelj. No, in pač, ko se to je samo enkrat na let, je seveda dobro, ne, to je dobro. No, in pa jaz ta pleh postavim v špajzo na tla, pa pokrijem z enim papirjem ali servetam in mi smo šli od doma. In ko pridem nazaj, iščem ta pleh, iščem, kje to je, a ne, kje je prata, in seveda, ker je bilo na tleh, je to prato požrl pes. To se je vam gotovo naredilo, če ste kakšne, pa rečejo ljudje, ja, nam je pa suhe klobase požrl, ko so se na palci sušile, ali pa meso, ali ne vem kaj. Ta prvi hip se mi zdel, joj, kaj pa zdaj pes, a to, ki je vsega požrl, a se v napihnu, a v preživu, a v želodec, ne vem kaj, a ne. Ta prvi hip se je zdaj, mi smo to dobro zanga, no, ta drugi hip smo jo pa poj že kregali, kva, Lina, ti si pokrla našo prato, zdaj pa nimamo gor dol, a ne. In vem, da so poj rekli, dajmo narediti še eno, a ne. To je bila, ne vem, po moje nedela velikonočna, a ne. Ja, sej, ka nič ne bo, celo na ponedeljek, velikonočen ponedeljek je pa celo Mercator zaprt, a ne. Pač to je jed, ki je takrat, če je, če jo ni, pa ni, a ne. Pa čakaš drugo leto. Aj, dobro. Janez, tebi se mudi, ne? Že. Še par minut pa grem, ja. Ja, v redu. Da je pa sprato požaral. Dobre. Bomo enkrat prišli k Mojci na prato, ali je bomo pa prosili, da bo naredila posebej za nas, bomo nekje na okrogem naredili. Jaz bi pa rada slišala njene otroke, kako pojejo. Ja, to pa z veseljem, če naredimo, če imate kakršnokoli prireditev, pa naredimo dogodek, a ne? Bomo najeli en razlog, pa bomo se dobili, pa mogoče v kakšni obletnici, tako da, Janez, povej. A si dvignil roko? Ja, ampak vidim, da je že eden prej, nekaj roman. Ja. Izvoli, Jure. Jure. Halo. Ja, izvoli, povej. No, v glavnem, jaz bi to knjigo pohvalil, sicer sem zdaj pri 9. oziroma midva, jaz in Notranji mir ali nekaj takega, v glavnem, res je super knjiga, no. Sam to bi rad pohvalil, ker sem jo glih začel poslušati, tako da, fajn, no, super. Hvala. Hvala ti, Jure. Jaz bi se vsem zahvalil, Dušan, hvala za povabilo, hvala vsem, ste nas poslušali. Jaz moram iti naprej, z Mojco se boste pa še pogovarjali, ne? Ja, naj še povem, Janez ima svoj terapevtski center, kako se reče, Toplina, že ta ime Toplina je nekaj toplega, tako da, Janez, jaz ti želim veliko sreče, pa jaz upam, da se kmalu vidva, ne? Hvala, Dušan. Ampak privat. Prav. Dušan, jaz ti pa želim, da boš moj del knjige s tvojo ženo predebatiral. V redu, evo, danes, ko pridem domov. Bova začela. Adijo. Večno, hvala. Adijo. Ja.
Tako da, no, evo, zdaj smo terapevtski del spodali skozi, zdaj pa lahko damo eno tako družinsko zadevo. Recimo, ne vem, nekje sem prebral, pa sej enkrat sem ti že malo spustil na tako provokacijo, ne, Mojca, pa je nisi niti odreagirala, ko sem rekel, da je pravzaprav ena taka, pa govorim res, kako je že nekdo eno definicijo napisal, da nobena svinarija ni toliko močna v familiji, da se ne bi dalo spucati. Mislim, govorim glede na to, da imaš veliko familijo, pa veliko otrok, pa se verjetno tega veliko nabere, ne? In da včasih kot mati, kot gospodine obupuješ, da se tema, ne? Ja, zanj mi je pokazal Matej eno sliko iz enega smetišča ali enega ekološkega otoka, tam na tleh je pa ležal en star jogi, modroc, se pravi, gor se je pa ulegla ena divja svinja. Pa je bil pripis, ker jaz jih doma velikrat pravim, da imamo svinaka, pa svinarija, pa gor, pa dol, pa da so pujsi, pa svinarji, pa ja, seveda, to je pač, kako naj rečem, hiša ni svetinja, tako bom rekla. Jaz se ne občudujem tistih, ki zelo veliko časa Ste lahko tiho, vsaj malo. Klančnik, prosim, da malo utišate. Mikrofone. Da sklopite mikrofon, prosim. Ja, vse v redu. No, v glavnem, je to, ampak bom rekla, niti nimam enega urnika ali reda, da to pucamo. Sej rečem, recimo, zdaj pa bomo okna čistili, pa se poje lotijo. Mrskašen mi reče, se ti imaš pa 5 otrok, te pa otroci pomagajo vse narediti. Otrok zdaj skoraj ni nič doma, ne. Recimo, če hočeš, napišeš, koga je za narediti, pospravimo, kar je nujnega. Zdaj recimo, gor smo eno kopalnico, imajo samo otroci, da jo oni pucajo, no pa še kar se naredi te razporede, da je vsak teden eden čisti. No, je pa tako, kot sem rekla, ni svetinja hiša, ni svetinja. Tudi vsakva, da je slovenska navada copati. Jaz vsakvo, ko pride k hiši, rečem, nič ni treba čevljev dol, da je z nami pes živi v hiši, če pes hodi, tudi ljudje v čevljih lahko hodijo. Ti, ampak kako si pa otroke naučila, da to se lepo očistijo in vse te zadeve? Jaz imam primer, poznam iz ene familije, dobro, sej mogoče sem jaz tudi z mojega sina premalo streniral, oziroma sem ga premalo, ampak v eni drugi familiji je pa mati strašno tečna, in je potem ta mlajši sin, ki je bolj upornik, ki je rekel, jaz tega ne bom delal, pa ga je ta starejši zagrabil, pa ga je potisnil, pa je rekel, poslušaj, če hočemo imeti mir, morava tole narediti. Ja, sej pač tako je tudi res, nekaj je treba narediti, pač se včasih treba tudi, ne vem, vse nekaj časa prijazno govorim, pa prosim, pa gor, pokaj pa dosti, pa tudi znorim, enostaven. Pa se pa naredi, pa se pa premakne, čist počas, ampak se premakne. Včasih, zdaj recimo so pa že toliko veliki, greva pa tudi večkrat čez vikend, ker midva od doma. Zdaj recimo je Nika, se je zdaj stanovanje v Ljubljani umislila. Vse pa res pogovarjava se, eno leto otroca, pač, ko te pa prišli do svojih služb, pa le malo razmišljate, da nekam šli na svoje živeti, sej to ne moramo. Recimo svoje sobe, recimo tudi, živimo v hiši, pa ni prav velika hiša, te prekla za slovenske zdajšnje razmere. Punce so bile praktično do srednje šole 3 v eni sobi. Fanta sta imela sobo, pa smo zdaj tako razdelili, da ta veliki 3 imajo svojo sobo, ta male 2, mislim, ta male 16 let stara, imata eno veliko podstrešno sobo skupaj. Sej, pač tako je, In rečem, dokler časa na en ta velik šel nekam na svoje živeti, bo takole, Kaj pa študirajo otroci? Otroci pa študirajo, ta velik sin, geografijo, zgodovino, tako kot jaz. In je zdaj dobil priliko, da 2 meseca uči v gimnaziji v Kranju, ker se je ena učiteljica nekaj poškodovala, kar iz danes na jutr. Nika, tale pevka, razredni pouk, Meta pa socialno delo. Lepo. In ona pravi, da se bo ukvarjala s posvojitvami otrok,
In sem bila vesela tudi za to, kaj je Dušan rekel, rabim spremljevalce tamle na okroglem, rabim 4 spremljevalce. Sem prvo tudi rekla, alo, Meta, pejta, ne, pač res je to tvoje delo. Pač, če nekaj rabijo, pa če imaš čas, pa greš, ne. Ja, krasno. Ja, ta male dva sta pa drugi letnik gimnazije šele. Gimnazija. No, v redu. Ok, bomo končali za zdaj, a ne? Mojca, vesel sem, da sem te videl, da sva se takole spet malo videla po dolgem času. Zmeraj me napolniš z energijo, ko te vidim, to tvojo... Ampak, no, samo še nekaj vam pa rečem, tole, ko smo govorili, obstaja tudi pojem biblioterapija, pa če bi recimo tako imeli vaše srečanje ob knjigah, če bi kdo hotel, meni se je ravno zdajle moja bralna skupina tista ekipa v mailing listi malo razrušila in zdaj bom mogla osnovati novo, na novo, a ne. Če kdo hoče biti obveščen mesečno, kaj beremo po enih takih poročilih, mogoče lahko Dušanu pustim mail, pa ga uvrstim v tako skupino. Drugač pa recimo tole, kar rečejo biblioterapija, ja, da je prav obstaja ta pojem ali pa tudi take delavnice, mi smo se zdaj izobraževali na to temo in v kakšnih knjižnicah v Kranju, vem, da so zdaj postavili eno posebno knjižno omaro, piše knjižnica čustev. To pomeni, da knjige razporejajo glede na to, ali opisuje pretežno veselje, žalost, jezo, kaj so še osnovna človeška čustva, jeza, žalost, veselje, radost, nekaj takega. No in hotel še naprej ustanavljajo take skupine, ne. V Kranju jih je preko 20, vem, da hodijo prostovoljci tudi v domove za starejše, mogoče imate v Škofji Loki tudi tako skupino. To je nekaj super. Tako da, če mislite to imeti, to je toliko dobra stvar, sam nadaljujte, no. Super, Mojca, hvala. Hvala ti, sam no. nadaljujte, a ne, kako lahko, ne vem, kdo pride, kdaj kakšno poslušati, ali kakšno temo, ali tudi jaz pridem k vam. Jaz imam tako skupino že več kot 20 let. Čist je neformalna. Eni člani so ves čas noter, eni se menjajo, študente, dijake not vabim. Gotovo ne bi obstajala čist za prostovoljstvo, za gušt skupina, če ne bi vsi skupaj od tega nekaj imeli. Mojca, imam idejo. Zdaj, ko se stvari odpirajo, ko nismo več zaprti, bomo naredili pa bralni klub v živo, pa bomo tebe povabili, pa boš ti ga vodila, pa nam boš pokazala, kako to gre in te zadeve. Mi se že tako pogovarjamo, da bi ti tole Zoom kavico enkrat naredili v živo, pa mogoče, ko bo 50. kavica, se to bo že vsak čas, mislim, da smo že nekaj pri 46 ali tam nekje, pa bomo naredili, a ne? Z največjim veseljem, res, z največjim veseljem in vztrajati in tako širimo bralni virus, druženja, različne poglede, to je super. Dušan v živo je ta bolj. Ja, a ne da, Joža, vida prideta. Ja, bom videla, kako bom jaz pa z dializo, ker jo imam v petek popoldne. Aha. Ja, če bo do pol 12 konc, pa če me koj nazaj pelejo po božičku. No, bomo zrihtali. Ja. Anica, bomo. Dobro, dragi moji, jaz imam tu zelo eno nujno delo, mi že skozi telefoni zvonijo tukaj komaj, tako da... Dušan, priden. Tako da, ja, lepo vas je bilo slišati, videti. Naj povem, naslednji teden se dobimo z Tehničnim muzejem Slovenije, da bojo predstavili svojo dejavnost. Lahko povem, Mojca, še to, da povem. Tisto, ko si mi ti mail poslala v tistem sodelovanju, že razmišljamo, je že en predlog prišel, tako da delamo in bomo naredili skupni neki glede tega projekta. No, naslednji teden je, kot sem že rekel, Tehnični muzej Slovenije. Naš gost... Bistra, tako je, skupaj delava Sanja Kos, pa jaz delava z njimi o razstavi, o svetlobi, tako da bomo malo se okrog tega lahko tudi pogovarjali, kako pa kaj bi to slepim prilagodili in prikazali in mislim,
Zna biti tudi zanimiva tehnična, no, sicer bolj tehnična zadeva, manj toliko za slepe, ampak jaz mislim, da bomo nekaj skupnega najdli, da bomo jim pomagali narediti na tako pametno razstavo septembra letos. Ne. Skratka, razmišljajte, naslednji teden domačo nalogo imate zdaj, imejte se fajn, no. Skratka, pa Mojci, kako bom rekel, vesel praznik, 8. marec. Vsem ženskam, jaz samo rečem, hvala, da sem vas vse spoznala. Zdaj tlele vidim, Joža poznam, pa Darinko poznam. Hvala, da so se naše poti stkale in da sem lahko vstopila majčkeno v ves svet. Jaz sem ful vesela, da si te svetove pa poglede malo delimo. Res je, super. No. Hvala, se vidimo. Hvala, srečno. Dio. Čau. Dio.